Zdaj bi se pa kar premaknil k predstavitvi današnjih gostov. Torej, po vrsti, z nami so danes tukaj asistent Tim Prezelj, magister molekulske in funkcionalne biologije. Asistent Prezelj je biolog, ki je vzporedno študiral tudi kognitivno znanost, trenutno pa je zaposlen kot mladi raziskovalec na ZRC SAZU, kjer je tudi vpisan na doktorski študij. Ob tem je pedagoško aktiven predvsem na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je lani uvedel predmet spolna vzgoja s spolno kulturo, ki je trenutno edini tovrstni univerzitetni predmet v Sloveniji. Zraven njega sedi asistent dr. Nejc Splohl, magister psihologije, ki je asistent na oddelku za psihologijo Univerze v Mariboru, kjer izvaja vaje pri predmetih vezanih na občo in socialno psihologijo. Raziskovalno se ukvarja z različnimi temami, ki posegajo na področje socialne in medijske psihologije, na primer vidiki zaupanja v znanost in sprejemanja znanstvenih inovacij, pa tudi s preučevanjem vplivov uporabe nove tehnologije na različne vidike naših življenj. Potem je pa z nami še asistentka dr. Maja Gostič, magistra psihologije, ki je psihologinja in psihoterapeutka. Leta 2019 je zaključila študij integrativne transaksijske analitične psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Kot mlada raziskovalka se je zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU, 2023 pa je na Univerzi v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko dizertacijo z naslovom Konceptualizacija intimnosti v zvezah na daljavo. Tako, zdaj smo opravili z vsemi formalnostmi, pa se lahko lotimo same vsebine in bi ta pogovor mogoče odprl z enim vprašanjem, ki se nekako zastavlja samo od sebe na podlagi vseh predavanj in delavnic, ki smo jih bili priča v tem tednu. In namreč večkrat je bila uporabljena besedna zveza biopsihosocialni model med različnimi predavanji. Ampak ko malo razmislimo in pogledamo, v bistvu skoraj vse vsebine lahko precej jasno razdelimo v dve kategoriji, ki so bile na tem tednu možganov. Tiste bolj nevroznanstvene, ki so govorile o nevronskih mrežah, hormonih in podobno, in tiste, ki so govorile o nekih doživljajskih vsebinah, družbenih vplivih. Zdaj pa se mi je zdelo to vprašanje, kaj nas dela privlačne, ki je naslov te okrogle mize, kot mogoče primerno vprašanje za poskus, da ta dva pola nekako združimo, ker so zelo izrazito tukaj prisotne neka vprašanja evolucijska, ki vplivajo na morfologijo človeškega telesa, ki vplivajo na to, kako se razvili hormonski cikli pri človeku in podobno. Hkrati pa je to področje, ki je zelo izrazito nekako ukvirjeno z nekimi družbenimi, socialnimi normami. Pa mogoče dr. Plohelj, če bi vi odprli to temo. Ni zares vprašanje, ampak bolj recimo istočnica. Je dobro in zelo široko vprašanje. Tukaj na tem področju fizične privlačnosti ponovno ugotovimo, da obstajajo določene kulturne specifike, seveda obstajajo razlike, ampak na koncu kulture tukaj dokaj konvergirajo in imajo podobne predstave glede tega, kaj je fizično privlačno bolj in kaj manj. Nekateri avtorji tudi govorijo o tako manjih temeljih lepote, ki so dokaj univerzalni, ki veljajo bolj kot ne v vseh kulturah, in ti so ponovadi tisti, ki so nekako ključni, univerzalno zaznani kot lepi. Je pa seveda se tukaj potem zaplete. Imamo te temeljne lepote, ki so dokaj splošni, ampak obstajajo kulturne specifike, recimo prekomerna teža v nekaterih kulturah lahko znana kot zelo estetska privlačna, v katerih manj. Obstajajo tudi subjektivne preference vsakega posameznika, torej moja predstava fizične privlačnosti je malo drugačna kot kolega pa od kolegice. Tudi znotraj mene, tudi meni ni vedno vse enako privlačno, tudi njih lahko glede na moje fiziološko stanje, kaj mi je privlačno. Tako da je v bistvu zelo enostavno vprašanje, imamo neke splošne kazalnike, ki vemo, da so fizično privlačni, ampak znotraj tega se pa lahko zelo zaplete in obstaja tisoč nekih nijans. Tako da zato je tukaj ta biopsihosocialni model oziroma to kar na mestu, ker so vsi ti dejavniki pomembni, so pa tukaj verjetno predvsem ti evolucijski, vseeno. Se pravi, čeprav razumem, da je ta biološki vidik bolj kot baza, ki potem so socialni vidiki potem tudi v resnici manj bazični, kot so biološki, iz vašega argumenta. Tako, jaz bi trdil, da so tukaj evolucijski bolj pomembni, obstajajo pa potem nijanse med kulturami, med posamezniki. Moče se mi to še gotovo kolega kaj dopolnil. Ja, seveda. Bi kdo dodal še kaj, komentiral ta odgovor? Ja, jaz bi mogoče tukaj dopolnil v tem delu, da vseeno privlačnost pa lepota ni čist enoznačno oziroma isto v tem kontekstu. Se pravi, lahko so nam privlačne stvari, ki tudi niso zares lepe. Ali pa obratno, lahko sama lepota nima neke hude zveze s samo privlačnostjo. Recimo, ne vem, v tem kontekstu, o katerem danes govorimo, seveda ne.
Zdaj, ta evolucijski vidik je gotovo zelo pomemben, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da vsaj v tem kontekstu je nek most med temi zelo teoretskimi, epistemološkimi vidiki biologije, no, pa temi zelo, recimo, bolj praktičnimi ali pa bolj aplikativnimi, empiričnimi deli. No. Tako da s tem se da kar precej dobro manevrirati, moramo biti pa zelo pazljivi pri interpretaciji, zato ker nam se lahko zelo hitro zanese. Imamo pač različna področja, ki so lahko sicer relativno legitimna, ampak hkrati, recimo biopsihologija je eno tako pač področje, ne, ki pa ima tudi noter lahko, mislim, zelo veliko ljudi je vmes v tem področju tudi, ki pa so nekje recimo na eni taki zelo interfazi ali pa neki meji tega, kaj še znanstveno kredibilno v tem kontekstu, pa kaj ne. Tako da tukaj tudi treba biti precej previden, ne, kako neko stvar interpretiramo. Ampak z tega klasično evolucijskega vidika, ne, tako kot je kolega rekel, ne, jaz bi zdaj tukaj mogoče, če razdelimo to privlačnost, pa kaj nas dela privlačne, ne, na različne zorne kote, bi lahko postavili to v nek kakor tok hierarhično urejen model. Ne. Se pravi, kot je kolega rekel, imamo neke osnovne temelje, ki so lahko relativno univerzalno razložljivi, pa so pa ti kulturni dejavniki, ki pa vplivajo na tiste dele, ki so bolj premični oziroma bolj plastični. Ne. In tukaj je tudi to povezano z, ne vem, nekim vidikom, kaj mi vemo o nečem. Ne. Tak bolj bizarnih primerov iz zgodovine je na primer prav spolno prenosljive okužbe, ne, kjer je pač bil sifilis introduciran v Evropo takrat nekje v času baroka. In v bistvu določeni kulturni fenomeni, ki so takrat ustali in jih imamo za neke aristokratske znake, ne, ali pa tako, ne, recimo ta mezinček ali pa ta pika, ne, ki so jo potem kasneje v 18. pa 19. stoletju risali na obrazcu, v resnici so sifilitični znaki, ne, zaradi tega, ker pač utrdijo sklepi v tretji fazi sifilisa ali pa tukaj pač je to sifilitični čankar in je to veljalo takrat v tistem zgodnem obdobju introduciranja v Evropo za nek znak spolne izkušenosti, v bistvu tega, da če ima nekdo zelo, mislim, če si pač dobil sifilis, pomeni, da si mogel biti bolj spolno aktiven načeloma, a ne pač to je takrat tako veljalo. In je pač to pomenilo, da si seveda tudi bolj privlačena, ne, in je pač so ljudje, ki v teh višjih aristokratskih krogih tega sicer niso imeli, so potem to fejkali, če tako rečem, oziroma si risali pa pač uponašali te stvari iz različnih razlogov. No, en je ta, drug je pa, da seveda, ne, če je nek vladar, ki je bil višje v hierarhičnem sistemu, a ne pač imel to, so drugi to uponašali zato, da ali njemu ni bilo prijetno ali pa da bi sami izpadli bolj pomembni. Ne. Tako da to je zelo, v bistvu, nek tak velik dejavnikov vpliva na to. No. Ja, super uvod se mi zdi, jaz bi se strinjala v bistvu z vsem, kar sta povedala, kolega. Mogoče bi dodala še par stvari. Recimo, se strinjam, da je tle treba res najprej mogoče sploh se vprašati, kaj je ta temeljni pojem, o katerem se sploh pogovarjamo danes. A ne? Kaj je privlačnost, kaj je mogoče fizična, kaj je psihična privlačnost, kaj je potem navezanost, kaj je ljubezen, vse te vrste ljubezni, kaj je intimnost, kaj je intima. Tako da se mi zdi, da sta zelo dobro povzela. Jaz itak v neke bolj biološke vidike se ne bi spuščala, ampak z vidika teh okvira psihosocialnih sprememb, ja, ne samo čez kulturno se drugače izraža, se drugače tudi vrednoti in kaže, ampak tudi znotraj ene kulture v času. Ne? Recimo na področju zahodne kulture v viktorijanski dobi mogoče je bil steznik zelo nek tak močen ideal lepote, se pravi čim ožji ta del, kar je lahko rezultiralo tudi v polomljenih rebrih in nekih posledicah, tudi zdravstvenih, ki so izvirale iz tega. Potem v 50-ih letih prejšnjega stoletja je bil eden izmed teh idealov ta v bistvu peščena ura, ne? Marilyn Monroe. Zdaj v sedanjosti jih je en kup, ampak predvsem ta telesna teža, ne? Predvsem ta nekako tudi poraščenost, ta vidik mogoče tudi svetlosti ali potemnelega tona kože. Tako da, ja, definitivno je dobro vedno pogledati kontekst, v katerem se danes nahajamo znotraj družbe, v kateri smo. Okay, potem je pa zastavil kar eno vprašanje, ker mogoče zdaj to uvodno je bilo malo nekako akademske narave, ampak če ga spustimo na konkretne primere, ki potem postanejo zelo relevantni v smislu zakonodaje
ali pa neke morale v družbi ali pa tega konteksta. Pa bi recimo podal dva primera skozi prizmo recimo tega biopsihosocialnega modela oziroma te debate. In eno je recimo vprašanje monogamije, poligamije, ki je recimo poligamija načeloma na Zahodu nesprejemljiva, celo nelegalna oziroma vse v obliki, kakršni je bila prisotna v nekaterih kulturah, medtem ko je drugod to neka norma. Hkrati pa recimo, če postavimo kot nek primer te neke pestrosti različnih spolnih praks, recimo LGBTQ+ skupnost, ki je na Zahodu vse deklarativno nekako sprejeta, v mnogih kulturah je povsem nesprejemljiva in je zagrožena smrtna kazen ob takšni praksi. Zdaj, kako, ko imamo tako konkretna vprašanja oziroma tako konkretne neke spolne prakse, glede katerih je tudi potrebno uvesti potem nek minimalni družbeni konsens zaradi zakonodaje in podobno, kako potem tukaj zagovarjati, kaj je zdaj biološko urojeno, evolucijsko, kaj je zgolj nekaj, kar je stvar posameznikove svobodne volje in kje je zdaj tu pravica družbe, da sploh posega v to. Pa mogoče asistent Prezelj, vi smo verjetno najbolj domači na tem področju. Ja, mogoče res, ja. To je nekako moje primarno področje raziskovanja, tudi v tem smislu spolne vzgoje, ker se to tega zelo dotika v bistvu na nek način. Je pa tako, po eni strani zelo preprosto, po drugi strani pa precej kompleksno vprašanje. V osnovi tako, da kar se tiče teh nekih različnih spolnih praks, in bi mogoče začel na začetku, da spolne prakse so nekaj, to je del nekega akta, se pravi, kako mi izražamo svojo spolnost. To, kakšen je pa v bistvu izrazi recimo povezani s poligamijo in tako dalje, so pa vezani nek dolgoročen, dlje trajajoč vidik naše spolnosti. In tukaj je terminologija relativno dosti jasna, se pravi, to, da je v različnih kulturah to različno sprejeti, je že res, ampak vseeno smo ljudje tako naravnani, da z biološkega stališča načeloma nismo monogamna bitja, pa govorimo o tako zvani zaporedni monogamiji. Se pravi, imamo pač, ne vem, če zdaj pogledate v celi populaciji, pa tudi v zgodovini, boste našli zelo malo posameznikov, ki so za časa svojega življenja v bistvu imeli izključno enega samega spolnega partnerja, ne pa partnerko. In tudi na splošno v živalskem svetu je monogamija zelo, zelo redka, tudi za tiste, recimo pri pticah ali pa pri nekaterih ribah, to sta te dve skupini, kjer je načeloma se poroča, da je bolj pogosta, pa tudi tam se pol vedno ugotavlja za tiste vrste, ki poročajo, ja, to je pa monogamna vrsta, ugotavljajo pol, ne vem, zdaj zmer bolj, da v bistvu ni pa tako, ne, v bistvu to je zelo redek pojav. Poligamno sem tu mislil bolj v tem smislu hkratne prisotnosti večjih partnerjev. Ja, tako, ja, ampak tukaj imamo pa pol tudi več različnih vidikov, eno je promiskuiteta, ta poligamija, je pa vezana, imamo pa tudi poliginijo, to je pa tudi drug vidik, ki je pa precej manj tudi tako družbeno, imamo zelo, ne vem, mislim, to mogoče kolegica boljš vedela v tem antropološkem smislu, če obstaja kakšna kultura, kjer je dejansko poliginija tisti, ne vem, osnovni princip, tako da ja, poligamija je dejansko sprejeta v nekaterih kulturah kot tisti osnovni princip, večini pa niti ne gre, mislim, v tem zahodnoevropskem prostoru tega pravzaprav nimamo. Edina izjema na nek način v zakonskem smislu, ali pa zanimiv je anglosaški sistem, se pravi Velika Britanija. Tam pravzaprav imajo, to bi zdaj mogoče kakšen pravnik znal boljš razložiti, ampak bom probal se potruditi. V glavnem gre za to, da če nekdo drug pride tja z neke druge kulture, v bistvu lahko imajo zelo prost sistem, ta common law ali karkoli, se pravi, da v bistvu oni tudi, če sami znotraj tega kulturnega konsenza nimajo zgodovine poligamije, v bistvu dovolijo poligamijo kot adaptacijo, če nekdo pride iz recimo neke kulture, kjer je pa to pač popolnoma običajna stvar. Tako da so tukaj zelo različni principi in jaz mislim, da pač tiste stvari, ki so del nekega kulturnega okolja in so lahko prilagodljive in so stvar neke intime posameznika ali pa neke posameznega odnosa, niti, mislim, ne bi smele biti nek tak problematičen vidik stališča zakonodaje. Dejansko kolegica, ki dela prav na tem področju na Politecnico di Milano, se prav ukvarja kot pravnica s tem vprašanjem, je rekla, da je v bistvu zelo zanimivo to, kako mi pravno pristopamo do tega, ker v tem kontekstu je poroka neke vrste pač pravni dokument med posamezniki, podobno kot recimo med podjetji, ki sklenejo nek dogovor ali pa pogodbo, naprimer.
Ampak tam ni nobene omejitve, kolikšno število posameznikov, ki so pač udeleženi v ta dogovor. In pač poroka je pa eden od redkih primerov tudi v tem pravnem sistemu, ker je pa to vedno izključno omejen na 2 oziroma na pač enega z nekaj posamezniki. Nikoli ni to popolnoma enakovredno. Tako da, ja, tukaj pač sigurno, tako kot vsaka druga stvar, obstaja neka moralna teža, ki pač se odraža pol tudi z vidika zakonodaje, posledično vzgoje. In to definitivno vpliva. Sicer pa, kakor pa z biološkega stališča, pa je dejstvo, da nismo monogamna bitja, in če hočemo zdaj to monogamijo na nek način vzdrževati, moramo se poslužiti določenih trikov, kako pravzaprav to speljati. Prav, če ni drugih komentarjev. Potem za vas, dr. Gostič, eno vprašanje, ki se zdaj odmika počasi od teh uvodnih vprašanj, ki ga ne moremo zaobiti, je vpliv sodobne tehnologije. Zdaj, vi ste doktorirali sicer na področju odnosov na daljavo, zdaj če se pogovarjamo o privlačnosti, je to precej bolj enostavno, mogoče tema kot nek odnos, ki je sestavljen iz več komponent. Tako da tukaj sem imel v mislih tako, da kako je vpliv mogoče, ne vem, kakšen je slovenski izraz za dating apps, ampak aplikacije za spoznavanje potencialnih partnerjev. Ampak družbena omrežja nasploh, recimo, kako so spremenila to pokrajino, pa mogoče v kontekstu nekih dolgoročnih odnosov na daljavo tudi zelo, ker ponavadi govorimo o negativnih vplivih, v smislu, postali smo plehki, postali smo površni, kakorkoli. Ampak v teh odnosih na daljavo pa recimo ta tehnologija tudi zelo prispevala, da so sploh možni, da ljudje spoznajo ljudi, ki jih sicer ne bi imeli priložnost spoznati, pa imajo veliko bolj usklajene interese, mogoče, ker so se spoznali preko tudi nekih okoliščin, ki v vsakodnevnem življenju ne bi bile prisotne, mogoče. Okay. Ja, mogoče bi začela s tem, da je res vsak odnos večplasten in kar kompleksen, tako da več pa, ki jih imamo sočasno, verjetno večja je ta celota in kompleksnejša je. Tako da mogoče kratek ekskurs samo v mogoče obdobje prejšnjega stoletja, kjer v bistvu so se začele te tako imenovane res velike spremembe v pozni moderni, kot se sociološko imenuje, obdobje v pač zahodnih družbah, po spolni revoluciji, se pravi nekje okrog 60-ih, 70-ih let naprej, ker pred tem, kot je kolega rekel, pač zakonska zveza v naši kulturi med dvema osebama je institucija, je prinašala določene tudi prednosti. Ne vem, še dan danes lahko vzamemo višji kredit, lahko zaprosimo za vizo, lahko dobimo celo državljanstvo, če smo v nekem zakonskem razmerju, v zakonski sklenjeni zvezi. Ni pa zdaj z primerjavo s prejšnjim obdobjem, ni pa to več en in edini način za družbeno ekonomsko preživetje, sploh z vidika spolnih razlik. Poroka je bila precej nujna za ženske v preteklosti z vidika preživetja. In s tem tudi nekako ni bilo vsega tega polja prevpraševanja, ki ga imamo danes, s to izbiro, ki je prišla z vsemi temi družbenimi spremembami, torej po industrijski revoluciji naprej. Vse je nekako danes zelo taktirano s to tržno logiko. In neka ta res precej znan rek je, da skozi čakamo na nekaj boljšega za vogalom v tej sodobni družbi. In te aplikacije, ki lahko definitivno pripomorejo s tem spektrom, da imam, v bistvu se ne rabim fizično nikamor premakniti, ampak hkrati imam dostop do več 100 potencialnih partnerjev v pač res izjemno smešno kratkem času. Lahko hkrati prinaša tudi ogromno tesnobnosti, ogromno v bistvu negotovosti glede same sebe, kakšna sem jaz, ko se prezentiram preko teh aplikacij, kaj če bo nekomu ne bom všeč, mi bo to nekdo celo pokazal, povedal, kako bom s to zavrnitvijo mogoče se soočala, koliko si sploh upam izraziti sebe, kaj si želim v tem trenutku, a si sploh želim zvezo, kakšne vrste zvezo si želim s kom, mogoče kakšen je moj tudi spolni izraz, spolna usmerjenost.
koliko otrok želim imeti. In je zanimivo gledati kakšne te realistične serije, ki obstajajo zdaj v teh letih, kjer vsaj jaz, ko jih gledam, vidim res ta močen vztrajajoč moment tega ideala poroke, moram se poročiti, ker to je edino, kar mi preostane in edino, kar je pravilno, ampak hkrati mi to ne ustreza, ne, ta struktura. Hkrati si želim malo pogledati, kaj še obstaja v tem polju zame. Tako da res to konstantno prevpraševanje, če zaključim počasi, v tej pozni moderni se zdi na prvi pogled zelo fino, a ne, to svobodo končno imamo, izbiro končno imamo, ampak hkrati pa Renata Salecl reče, da se temu lahko pravi celo tiranija izbire, ker nimaš druge možnosti. V bistvu za to, kar se odločiš, si sam odgovoren in potem moraš tudi v bistvu vse te posledice sprejemati, ne. Tako da, ja, za Zvezo na daljavo lahko samo to rečem, da definitivno je ta sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija odprla cel spekter povezovanja, virtualno povezovanja v času, čeprav smo lahko na drugih koncih sveta. Je pa, ne, Zveze na daljavo so pa vedno obstajale, samo da je bilo to sporočanje drugačno, pa mogoče dlje časa trajajoče, se pravi s pismi, kasneje s telefonsko linijo, bilo je drago na začetku, zdaj pa se nam zdi samoumevno to, da smo konstantno dosegljivi. Če bi se še jaz malenkost navezal, tudi na področju Tinderja in podobnih aplikacij opažamo podobno kot pri drugih, recimo pri Instagramu, TikToku, podobne stvari, da lahko vedno ločimo neko problematično uporabo Tinderja od neke bolj konstruktivne uporabe. In tukaj je enako, ne, uporaba Tinderja lahko postane kot neka vedenjska zasvojenost, ker ti tega ne moreš odložiti, cele dneve si na njem, vsaka možna zavrnitev te zelo prizadene, ne znaš tega zaustaviti, ne znaš tega kontrolirati, ne znaš se nekako temu upreti in to seveda lahko ima negativne učinke za posameznika, ne. A po drugi strani pa se mi zdi, da treba uporabo Tinderja tudi malo destigmatizirati, v tem smislu, danes je zelo prisotna, vemo, da ima tudi mnoge prednosti, ne, sploh v kakih ožjih skupnosti, kjer je mogoče težje najti partnerja v face-to-face kontekstu, recimo v istospolnih odnosih in podobno, večina razmerij se začne preko Tinderja in podobnih aplikacij, ne. Tako da tukaj je spet ta neka pestrost teh stvari, o katerih bomo danes govorili. V tem primeru učinki so lahko negativni, ampak je tudi veliko nekih plusov in to dvoje moče fajn, da imamo v mislih. Ja. Ja, tukaj mogoče en pomemben poudarek tudi to, da so ta raznolikost teh aplikacij kar velika in danes v bistvu včasih je bil Tinder pač so imeli to ljudje naloženi in je bilo to, a ne. Zdaj pa je v bistvu kupica aplikacij in zelo veliko teh posameznikov, ki pač uporablja eno, ima tudi sigurno še kakšno drugo naloženo, a ne. In je zdaj tudi odvisno od tega, v kakšnem kontekstu, v tem nekem virtualnem okolju, pravzaprav mi posamezno osebo spoznamo. To je mogoče premalo izpostavljeno dostikrat in to bile narejene študije, ne, da lahko mi isto osebo pravzaprav spoznamo prek ene aplikacije, pa bo to vodilo v popolnoma drugačno obliko pa razvoj razmerja, kakor če jo spoznamo prek druge aplikacije. Razlog je pa ta načeloma, ne, da določeno aplikacijo uporabljamo v drugačnem mentalnem kontekstu ali pa stanju. Se pravi, ko si zaželimo nečesa oziroma ko začutimo potrebo po določeni obliki odnosov, recimo zgolj nekih seksualnih odnosih, naprimer, bomo uporabljali načeloma bolj intenzivno določen nabor aplikacij, kakor pa takrat, ker recimo si želimo bolj neke čustvene bližine, a ne, in bomo tudi drugače mentalno pravzaprav pristopili do odnosa, drugačno komunikacijo bomo imeli, drugačen bo, ne, ta kontekst. Tako da v bistvu ista oseba, s katero smo si lahko popolnoma kompatibilni na določeni ravni, če jo srečamo recimo na neki drugi aplikaciji, ki ni temu namenjena, ne, bomo lahko popolnoma pač zgrešili oziroma ne bomo razvili nekega določenega odnosa, a ne. Po drugi strani pa tudi, kot je kolega rekel, ne, gre za neke vrste adiktiven proces, ki je povezan tudi s tem pogojevanjem, a ne. Te aplikacije tudi, če imaš vključen ta notification sistem, a ne, ves čas dela neki bam, ne, takrat, ko ti nekdo piše gor dol, po eni strani je tudi neskončna ta občutek te neskončne možnosti, a ne, v tem bazenu, koliko je zdaj ljudi, ki so ves čas na voljo za to, ono, tretje, ne. In ko ti non-stop to klika, v bistvu ti sproža podoben efekt, kot če bi ti dejansko bil v nekem odnosu, a ne, in je to zelo naporen in tudi obremenjujoče, a ne. Iz evolucijskega stališča, a ne, če pač tako rečem, je pa tudi sama evolucija v biološkem kontekstu bi jo lahko zdaj zelo filozofsko opredelili kot neke vrste termodinamiko po biološko, ne. Se pravi, gre za neko obliko, kaj zdaj te evolucijsko stabilne strategije in tako, ne, se pravi, vse se okrog tega vrti na tem področju.
In zdaj posamezniki pač ubirajo različne tako zvane evolucijsko stabilne strategije, ki so termodinamsko najbolj ugodne, če tako rečemo. Se pravi, porabijo posameznik v določenem trenutku, v kraju času, najmanj energije za to, da pride do želenega cilja. In te aplikacije so seveda to pač zelo pospešile, kar pa pomeni, da zdaj posameznik za to, da nekoga spozna, mu ni več treba toliko energije pa nekih resursov vložiti, da pride do nečesa, kar je potem tudi vpliva na stabilnost določenega odnosa. In je to vse določen faktor, ki ga je treba mogoče upoštevati pri tem kontekstu. Pa tudi zavrnitve so tukaj manj boleče, lažje je neko zelo premišljeno podobo sebe poslati v svet, kot pa face to face stopiti, ko lahko narediš kako bedarijo, napako. Tam pa lahko bolj premisliš, kontroliraš vse skupaj. Mogoče pa je tudi ena zanimiva stvar ta, da na Tinderju ta površinskost je nekaj, kar je prisotno. Imamo ponavljali samo sliko, pa čist neki kratek opis, tako da fizična privlačnost je tukaj glavni dejavnik odločanja. Ampak zanimivo pa raziskave, za Tinder sicer še ne obstajajo toliko, ampak za te starejše spletne strani, ki so parčkale pare, longitudinalne, torej zdolžne študije kažejo, da v bistvu ljudje, ki so se spoznali preko spleta, niso nič kaj bolj verjetno ni za njih, da se bodo ločili ali pa imeli nezadovoljen zakon, karkoli. Dejansko so tukaj na koncu zadovoljstvo z partnerjem je primerljivo ali pa celo višje na takih aplikacijah. Tako da tukaj imamo res to neko dvojnost. Vemo, da je ta površinskost prisotna, ampak hkrati pa morda ni tako neugodno. Je pa tudi še ta vidik mističnosti, ko se spoznavamo, se nekje vidimo na nekem dogodku ali koncertu ali karkoli, ali pa včasih, v barih, pa se malo spogleduješ, pa pač se začneš pogovarjati. Nekako tako na teh aplikacijah, na teh spletnih straneh pa je že precej vnaprej znano, kaj je namena. Tako da še to sem hotela dodati, ta mistični moment. To sem v bistvu hotel vprašati, a bi lahko rekli, da je zaradi toliko množične uporabe že teh aplikacij prišlo do tega, da zdaj je uporaba oziroma to neko iskanje partnerjev preko aplikacij ali pa družbenih omrežij standard oziroma nek normativ in da je v bistvu potem to neko recimo dvorjenje v živo postaja nekaj, kar je zmeraj težje oziroma zmeraj manj navadno in zmeraj slabše sprejeto oziroma lahko dosti hitreje postane neka neprijetna socialna situacija, nadlegovanja ali karkoli. Se ne pravim, da se nadlegovanje ne dogaja, da hitreje neke stvari, ki so bile prej spontani izraz v živo, morda postajajo nenavadne. Ne vem, kaj se vam zdi, da je to stvar ali nismo še tako daleč, da bi to vplivalo na naše vsakdanje življenje? Nekatere kulture definitivno, mislim, da celo na Japonskem je tako, da jim je zelo težko v živo se spoznavati, da je to nekaj zelo neudobnega, postalo za nekaj zelo nenaravnega v resnici, ker je postalo naravno se spoznavati ne v živo, ampak se spoznavati preko informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z tega vidika tudi bolj varno, bolj predvidljivo in ne tako zelo mistično in spontano in tudi nevarno v tem pogledu. Ja, gotovo postaja do neke mere normativno, tudi zaradi tega, kar je kolega izpostavil, ker je zelo tak low risk, high reward, mislim, nimaš veliko za izgubiti, se lahko zelo kontroliraš, medtem ko neke face-to-face situacije so drugačne. Dobro, tukaj je sicer vprašanje, koliko je to zdaj koliko high je zdaj ta reward. Pač dejansko se izkaže tudi to, da to, kolikor imam jaz stika tudi študenti, pa ki mi pač razlagajo ali pa pač sem tujini neki raziskov, je bilo dosti, se okrog tega stvari so se vrtele. In sicer je zelo zanimiv, da pravzaprav je odvisen, kje je fokus in problem teh aplikacij, ker je vedno v tem nekih intimnih razmerih, je to vedno neka dinamika med pač temi, ki so udeleženimi v tak odnos. In tukaj je veliko bolj kompleksna, pa tudi veliko bolj razvita azijska filozofija okrog tega. Recimo to, kar je ta zahodni svet zelo zbanaliziral v smislu te kama filozofije. Ena bolj poznanih je seveda ta Kama Sutra, ki jo je potem ta zahod spravil na ta nivo nekih spolnih položajev, pa je v bistvu mnogo več in mnogo bolj komplicirana ideja zadaj kakor to. Je tam zelo pomembna ta dinamika v odnosu, če hočemo mi čim več iz tega odnosa potegniti tudi zase. Na teh aplikacijah je pa v bistvu nek tak bolj egoističen princip v zadju, se pravi, mi hočemo nekaj pridobiti zase. In pol pride do, če zdaj spet navežem recimo to, kar smo začeli z neko evolucijo, recimo pride do te tekmovalnosti med temi pari oziroma med temi, ki so udeleženi v nek odnos. Se pravi, kako bom jaz zdaj s pomočjo nekega partnerja, ne zdaj v tem smislu seveda, da ga hočem zdaj izkoristiti
ali pa nadlegovati ali pa izrabiti nujno, ampak bolj v tem smislu, da tudi če sta oba se strinjata, na nek način tekmujeta za to, da bosta same dva največ od tega dobila. V resnici pa nek tak tudi spolni odnos je najbolj izpopolnjujoč ali pa najbolj zadovoljujoč, če se jaz osredotočam na tistega partnerja, s katerim sem trenutno v nekem takem odnosu in on na mene. In pač je to povezan čist s to klasično pravzaprav psihologijo predvidevanja nekih rezultatov posameznega reakcije. Ne vemo, imamo interocepcijo, eksterocepcijo, pa propriocepcijo recimo v tem kontekstu, in tukaj, če smo zelo na sebe osredotočeni v takem odnosu, bomo v resnici imeli bistven low gain, v resnici na koncu. Pa če lahko samo še nekaj dodam. Ja, ker živimo v individualistični družbi, se to preliva tudi na področje spolnosti, na področje sklepanja teh romantičnih odnosov oziroma pač celega polja zdaj raznolikosti odnosov, ki jih imamo. In recimo Ester Perel je ena od teh zelo pop partnerskih terapevtk, ki pa veliko predava, piše o teh temah na en tak precej razumljiv način. In ona pravi, da smo zdaj prav nekako obsedeni s to idejo tega enega in edinega ali pa ene in edine zame, ki še vztraja skozi ta romantični v bistvu ideal izgubljene polovice ali pa duše dvojčice. In da če bi včasih rekel, dokler naj smrt ne loči, je zdaj dokler ljubezen ne umre, ampak nočem, da umre in hočem, da živi naprej in bo živela skozi to serijsko monogamijo ali poliandrijo, poligamijo, kakorkoli. Tako da je to res specifika tega sodobnega časa in je dobro pogledati z različnih vidikov, plusov in minusov tega obeh strani kovanca. Pa bi se mogoče navezal na to, na te bolj vplive, recimo na duševno zdravje oziroma na neko samopodobo in podobno, recimo v vaši neki klinični terapevtski praksi, kako pogosto je to iskanje partnerja v povezavi potem tudi neko samopodobo in videnjem sebe nek centralna težava, s katero so osebe, oziroma kjer osebe interpretirajo večino svojih nekih težav v življenju preko tega. Pa morda, kje so tudi meje nečesa, kar je potem že mogoče patološko, oziroma toliko devira, da mogoče nisem se prav izrazil, recimo, da ta privlačnost oziroma ta telesna podoba več sploh ni usmerjena na drugega, ampak je usmerjena na neke težave, ki so veliko kompleksnejše, izhajajo iz nekih drugih virov, recimo, pa se oseba osredotoči morda na to, da ne more najti partnerja ali pa da ni zadovoljna s svojim videzom ali pa da je to neka potem izhod, recimo. Ja, zdaj z vidika večinske populacije, s katero jaz delam v zasebni psihoterapevtski praksi, je tako, da v resnici glavni simptom, ki ga opisujejo ali pa motiv, zaradi katerega pridejo v proces, je razhod. Je razpad partnerske zveze. Ker deluje, da je to v naši družbi res eden izmed bolj stresnih dogodkov v življenju. Ločitev ali pa nasploh razhod. Zdaj z vidika tega, da pa bi kdo poročal o tem, da je osamljen, da ne najde partnerja, tega jaz ne zaznavam v svojih izkušnjah. Definitivno bi pa rekla, da te standardi lepote v naši družbi in času so pomemben faktor duševnega zdravja, ker smo dobesedno bombardirani z vseh strani, zdaj ali se tega zavedamo ali ne, s tem, kakšni bi morali biti. In konstantno potem smo lahko v tem nekem notranjem paradoksalnem položaju, ker si skozi govorim, nisem dosti dobra, ne ustrezam ali pa nočem ustrezati tudi. Moj tip telesa ni tak, moja barva kože ni taka, sej lase si lahko barvam, mažem se lahko po obrazu, oblačim se lahko izberno. Ampak še vedno nekateri vidiki, bolj ko imam seveda ponotranjene te norme družbeno skoraj usiljene, večji stres mi to lahko povzroča in to seveda lahko rezultira na nek dolgi rok v nekih simptomih depresivnosti, tesnobnosti, nižanja samopodobe, samozavesti. Tudi v zgodbah, zgodbe si ljudje radi govorimo in pravljice poslušamo od majhnega naprej.
In v pravljicah tudi velikokrat slišimo te ideale, med drugim ideal tega živela sta srečno do konca svojih dni, a ne? In potem nekako se ne usposobimo tudi skozi vzgojo verjetno dovolj za zdržati neke neprijetne situacije, neke stresne situacije, kjer pa se ne bomo počutili okej sami o sebi. Ne? Tako da, ja, te lepotni ideali pa jaz mislim, da delajo več škode kot koristi nasploh v družbi. Tega vprašanja se bomo malo pozneje morda še dotaknili. Zdaj bi za dr. Plohla naslov te okrogle mize, kaj nas dela privlačne, tako da tega vprašanja ne bom zastavil, ampak iz smeri recimo neke znanstvene metodologije v psihologiji. To vprašanje, kaj nas dela privlačne, hkrati v smislu recimo, če bi se lotili preučevanja tega, nekih osebnostnih struktur mogoče, ki se med seboj ujemajo, ali pa katere lastnosti, tudi fizične, se ujema z nekim tipom ljudi, če ljudje lahko razdelimo v tipe. A je to sploh smiselno in možno, ker hkrati to privlačnost dojemamo kot nek zelo integralen del tega, da smo ljudje, nekaj, kar je zelo intimno, zelo tako malo poetično, skozi romantiko dojemano, in je nekaj, kar je hkrati dojemano kot zelo močno subjektivno. Se pravi, ko nam je nekdo všeč, ne mislim zato, ker ga lahko razporedimo v neko kategorijo, ampak ker je edinstvena oseba, kot je, in je ta odnos edinstven in ne bi mogel biti drugačen z neko, pač nobenih drugih okoliščinah. Kako bi se lotili znanstvene, recimo, preučevanja tega problema? Tukaj te splošne ugotovitve obstajajo, približno vemo, kaj je bolj privlačno, kaj je manj, ampak z teorijami je vedno tako, da opisujejo nekaj, kar velja v splošnem povprečju, ampak vedno zgrešimo malo, vedno imamo te napakice odstopanja od teorije. In tukaj na področju fizične privlačnosti ali privlačnosti nasploh je to še posebej opazno. Torej obstajajo neke splošne stvari, za katere vemo, da so privlačne, ampak ne bodo privlačne vsem, nekaterim bodo bolj, nekaterim manj. Ampak če se mogoče malo navežem na neke bolj konkretne odgovore. Dostikrat mladi ljudje naštevamo, kaj nam je pomembno, naštevamo humor, osebnostne lastnosti, to, da je razgledan, da ima neke vrednote, ampak na koncu se pokaže, da fizična privlačnost, čeprav je ne omenimo med temi pomembnimi dejavniki radi, je pomembna. Torej, ponovadi je to zelo dober napovednik tega, bo prišlo do drugega zmenka, bo sploh prišlo do tega, da gremo v to situacijo. Da tukaj radi moče tudi sami sebi malo lažemo, da to ni pomembno, ampak je v kontekstu zmenkarjenja, pa še marsikje druge, ampak to mogoče pustimo za kdaj drugič. So pa tudi seveda, ni pa fizična privlačnost vse, torej seveda obstajajo še te neke druge stvari. Mi ste recimo dobro omenili ta vidik podobnosti med posamezniki. Tukaj obstajata ta dva taka nasprotujoča si pregovora, en je ta, da se nasprotja privlačijo, en je ta, da bolj gliha v kup štriha, oziroma ta birds of a feather flock together, v angleščini je mogoče malo bolj romantično ali pa lepo. In tukaj podobnost je tista, ki je dejansko iščemo, ki je tudi bolj konstruktivna za odnos. In tukaj mogoče obstaja tudi veliko nekih mitov, napak, torej nasprotja nas morda niti ne privlačijo toliko, pa tudi če pristanemo v razmerju z nekom, ki je popolnoma nasprotje nam, to ponavadi ne bo posebej konstruktivno, ugodno za odnos. Tako da ta podobnost je pomemben dejavnik, vsekakor tudi. Ampak je toliko nekih teh dejavnikov, da tako težko jih je zdaj nekako povzeti in spet, ker bomo res vedno naredili to napako, da gotovo, zdaj ko sem omenjal par dejavnikov, je veliko ljudi tukaj v dvorani verjetno razmišljalo, ne, meni to sploh ni pomembno. Potem moče še vklopim s kakimi dejavniki, ampak še predam besedo naprej. V tem kontekstu, kaj pa recimo v tem bolj splošno se tudi razlike med moškimi pa ženskami pogosto tarče teh stereotipov, v smislu moški so bolj plehki, iščejo bolj neko telesno hitro zadovoljitev, ženske so te, ki načrtujejo, si nekako želijo nekih dolgoročnih odnosov. Ja, to do neke mere drži. Torej, ko govorimo o kratkotrajnih odnosih, ko govorimo o hook-upih in podobno, tukaj razlik ni, moškim in ženskam je podobno pomembna fizična privlačnost. Ko govorimo bolj o dolgoročnih zvezah, pa ta evolucijska niša dejansko tukaj je upravičena. Torej, moški dajo res malo več poudarka fizičnemu izgledu kot ženske. Je pa zanimivo, da to tudi je odvisno od tega, kakšne so v bistvu širša neka spolna enakovrednost v dani družbi. Družbe, ki so bolj enakovredne z vidika spola, kjer si ženske lahko dovolijo biti tudi izven okvirjev tega, kar se pričakuje od njih in podobno, tam bodo te razlike precej manjše. In to velja v bistvu za različne kontekste. Tam, kjer je v bistvu več spolne enakosti, bodo razlike med spoloma manjše, ker je manj teh pritiskov, manj tega.
Pa to tudi na drugi strani, ne, torej moškim je bolj pomembna fizična privlačnost in zato tudi pri ženskah dejansko je opazno več tega vedenja usmerjenega k izboljšanju lastnega videza, ne. Tudi to se spet razlikuje med kulturami, ampak punce že od malega, če pogledamo njihove igrače, ki jim jih dajemo, ne, vse je usmerjeno nekako k izgledu, k lepoti, tako da tukaj delamo napako pri vzgoji, ne, tukaj ne gre za neke take zadeve, ampak v bistvu vzgajamo punce že od malega na tak način, da veliko dajo na izgled, na lepoto in tukaj jih postavimo v neke okvire, ne, ki bi se jih bilo treba otresiti. Ja, pač pomemben dejavnik tukaj pred tem vidiku raziskovanja tega področja se mi zdi tudi to, da se redko kdaj upošteva, ali pa, mislim, ne vem, boste popravili, če ni res, ne, izkušnje, ki jih ima nekdo. Se pravi, z izkušnjami nekdo, ki je bolj izkušen, bo v bistvu potem tudi na drugačen način opredeljeval, kaj mu je recimo pomembno za določen del odnosa, ali bo znal tudi mogoče malo bolj natančno te stvari določiti, bolj bo mogoče precizen pri opredeljevanju stvari, a ne, kakor pa nekdo, ki ima v bistvu manj izkušenj. Ne govorimo zdaj samo o seksualnem smislu, tudi v smislu odnosov, se pravi, da recimo je dal že več zvez skupaj, že več zvez za sabo, recimo ima tako in dalje, ne. Prav to vse vpliva na to, kako mi zdaj razumemo in kako percipiramo pravzaprav določene vidike odnosa, privlačnosti, spolnosti, a ne. Če pač imamo neko zelo negativno izkušnjo za sabo z določenim vidikom, bomo rekli, okej, mogoče pa to tisto, kar sem mislil takrat, da mi je bilo zelo pomemben, pa niti ni, a ne. In greš pol z neko drugo, ne vem, na drugačen način v naslednji odnos in tako dalje in tako dalje, a ne. Zdaj s prvim odnosom seveda, lahko je pač seveda tudi tvoj prvi in edini, a ne, to je seveda možno, a ne. Ampak to vpliva pol, kad ti raziskuješ, ali ima zdaj nekdo, ne vem, za sabo toliko zvez, ali je toliko star, ali je ne vem, ne. Samo morda iz neke recimo psihodinamske perspektive bi pa ravno rekli, da ponavljamo napake, a ne, zato ker s tem izražamo neke te komplekse, ki jih ne uspevamo razrešiti. Pa jih hočemo vedno znova. Ja, in se ne naučimo zares iz teh izkušenj. Ja, res je to psihodinamska perspektiva, ja, ki pač izvira iz tudi tega samega začetka navezanosti, a ne, s primarnimi skrbniki, skrbnicami, kjer se v bistvu postavi nek kontekst, nek sistem prepričanja, ne, tudi o sebi, o drugem svetu in potem je zanimivo, da od 4 tipov, ne, navezanosti načeloma so začeli samo z otroško dobo. So mislili, da je navezanost samo vezana na to razvojno obdobje. Je samo ena od teh 4 oblik varna in ostale 3 so nevarne. In potem so kasneje raziskovali in odkrili, da dejansko so ti vzorci navezanosti zelo podobni potem v odrasli dobi, samo da za to razliko, da se ne udeležujemo v njih več z vidika skrbnikov naših, ampak romantičnih partnerjev, kjer pa velikokrat so neke vzporednice, neke podobnosti. In ja, psihodinamski avtorji, avtorice govorijo o tem, da se v sedanjosti nekako nezavedno, nehote damo v podobne kontekste, kjer smo se znašli med odraščajočo dobo, s tem, da skozi upamo, da jih bomo uspeli uspešno razrešiti, ampak jih ne. In potem se to samo ponavlja v nedogled. Seveda pač ne, z različnimi ljudmi imamo lahko različni tip navezanosti, a ne. Jaz moram reči, da moj pogled ni tako zelo determinističen, ampak mislim, ne glede na to, da transakcijska analiza itak izhaja tudi iz psihodinamskih kot nasploh področje psihoterapije. Ampak ja, da se da z samo refleksijo marsikaj presegati in z delom na sebi kot takem, kot v splošnem. Okay. Pa bi se zdaj mogoče premaknili na eno področje, ki smo ga tako bežno omenili. Namreč vi, asistent Rezli, se ukvarjate z uvajanjem spolne vzgoje v poročevanjem oziroma načrtovanjem uvajanja spolne vzgoje v šole, ne? In to je zdaj eno vprašanje, ki je nekako zelo aktualno, zato ker te vzgoje nimamo, vsaj na neki sistematični ravni, oziroma marsikje je nimajo. Hkrati je pa neko vprašanje, ki je zelo obremenjeno z politiko in ideologijo. In zdaj tu je to vprašanje tega, da kako bi se lotili tega uvajanja in kakšne bi bile te vsebine, kako bi razmejili neka dejstva od nekih moraliziranja oziroma tega, da bi razlagali, kako naj bi bila videti spolnost, ne pa zgolj,
kje je potem tukaj meja in kako bi se sploh lotili tega, v kateri starosti morda, glede na to, da se tudi otroci v tem obdobju najbolj razlikujejo glede tega, kakšen odnos imajo do teh recimo nekih prvih ljubezni, prvih fizičnih stikov in da se lahko tudi več let med seboj razlikujejo, kdaj se to recimo začne. Ja, v bistvu pač poznamo precej stereotipov, ki so večinoma trditve, Jaz pa mislim, da je največji stereotip na področju spolne vzgoje pravzaprav vprašanje. In to je to vprašanje, kdaj uvajati spolno vzgojo, Pač ljudje smo spolna bitja od rojstva do smrti, pravzaprav, In jaz tukaj rad dam primerjavo s športno vzgojo, Zdaj v bistvu smo zabredli skozi leta v neko tako čuden paradigmatski okvir, iz katerega bo težko splezati v praksi, ampak pač skusiti je treba, Ideja je pa ta, da trenutno smo v neki fazi, kjer imamo izrazito seks negativno spolno vzgojo, Pri športni vzgoji nikoli tega ne, mislim, sploh v Sloveniji, ki je šport nek tak zelo pozitivno sprejeta, življenjska aktivnost, tako bi rekli, In to je recimo že en način, da pravzaprav se navežemo na nekaj, kar ljudje, če govorimo zdaj o teh nekih politikah, v tem, da iščemo nek konsenz družben in tako, se navežemo na nekaj, kar ima določene vzporednice, pa je recimo za razliko od tega, kar mi želimo zdaj popraviti oziroma narediti nek premik na tem področju, uživa neko precej boljši družbeno-socialni status, To je recimo eden od načinov. Zdaj, kdaj uvajati? Uvajati od začetka seveda, se pravi od rojstva pravzaprav, to že delamo, ta stik, intimen stik je prisoten od samega, pravzaprav že skorda prenatalno, Že rojstvo je pravzaprav porod je nek zelo intimen dogodek, tako za pač otroka, ki se ga sicer potem ne spomne, iz očitnih pomembnih razlogov, pa za mamo seveda, tudi za pač druge udeležene. Potem dojenje in tako dalje in tako dalje. Se pravi, to so vse neki taki stiki. Zdaj, problem spolne vzgoje je ta, da se pač vedno rečemo, ok, zdaj pa nekdo prišel v puberteto, prej smo ga pač dojemali kot neko popolnoma mizogino bitje skorda, in zdaj pride tja in kar naenkrat ga začnejo te stvari zanimati in se začnemo zdaj počasi probamo, gasiti ta požar, ki bi ga mogli že preventivno pravzaprav prej preprečiti, da bi zdaj nekdo bil pripravljen, To je tako, kot bi nekoga zdaj pač, ko se rodi, vrgel v vodo, pa bi rekel, zdaj pa ti začni plavati, ne bo šlo, In tudi pol, če ga ne naučimo hoditi, sedeti, teči, primerno koordinirati različnih delov svojega telesa, se pol ne bo pripravljen, ki bi pa mogoče to rabil naučiti plavati, kolesariti, smučati in tako dalje, Tako da tukaj je v tem smislu same spolne vzgoje pa tega, recimo, ideološkega bremena, to je tak precej velik problem, Ampak težava je v tem, da v bistvu v začetku, če sploh hočemo nekako to začeti se reševati, moramo vzpostaviti področje spolne vzgoje, ki ga zdaj ni, ne v znanstvenem, ne v strokovnem smislu, To je neko področje, ki je tako nekako razpeto med različna druga že uveljavljene discipline, na primer sociologija, psihologija, medicina, pol biologija recimo v tem zelo izobraževalnem smislu. In to je problem, zaradi tega, ker po eni strani, pol si vsak lasti, če tako rečem, delčke spolne vzgoje, noben jo pa ne vidi kot celoto v kontekstu pedagogike, kamor bi pa realno mogla pasati, ker gre pravzaprav za princip vzgoje. Zdaj, to, kar ste prej izpostavili, je pravzaprav vezan predvsem na izobraževanje. Ampak spolnost je nekaj, kar paše v polje mehkih veščin, se pravi, ne gre za izobraževanje, je bolj pomembna ta vzgoja. In pri vzgoji, pa čeprav imamo te zelo raznolike vidike, da se zdaj ne opredelimo, mislim, da je pomemben ta del, da ne moraliziramo, da se vprašamo, vzpostaviti moramo distanco, vsak pač tudi učitelj, nek pedagog ima neko svojo ideologijo, če tako rečemo, se pravi neke svoje vrednote neki. Ampak pri tem je pomembna veščina, ki bi jo mogli razvijati tudi znotraj strokovnega usposabljanja teh pedagogov, to, da pri takih tematikah uspejo vzpostaviti vsaj neko mero kritične distance od svoje lastnega prepričanja do tega, kaj je dejansko najbolj za posameznega učenca znotraj razreda, ki mu nekaj razlagajo. In tukaj je to ključno, da imamo pravzaprav na nek način del, da znamo se prilagoditi v tem množičnem smislu. Zato je tudi pravim, recimo na akademski ravni je pravzaprav poklic enega, univerzitetnega učitelja ali pa profesorja je zelo zahteven, ker od tebe zahteva, da si v bistvu 3 poklici.
moraš biti dober raziskovalec, dober mentor, pa dober pedagog. In to so tri popolnoma različne kompetence zahtevajo te tri faktorje. Ne. In tudi pri spolni vzgoji, dobro, raziskovalec mogoče niti ni toliko zelo nujno, ampak mentor, pa mentorski vidik je ta individualen pristop, ne, pa recimo ta klasičen pedagoški, kjer ti moraš v bistvu določene teme približati širši skupini, večji skupini ljudi, ne, moraš to med tem znati nekako spretno balansirati. Ne. In hkrati pa pomemben posameznik pol na koncu. Ne. Tako nekako, ne vem, če sem čisto odgovoril, no, ampak nekako v tem smislu. Ne. Ampak recimo nek protiargument je tukaj ravno glede na to, da gre za neke zelo mehke veščine, iz nekih recimo konzervativne smeri je to, da je družinsko okolje tisto, ki je najbolj primerno za spolno izobrazbo, ker so pač stiki že v osnovi tesni in ravno to, kar ste rekli, da je že v predšolskem obdobju, se pravi od nekih stikov starši naprej in da šola ni primerna kot neka formalizirana inštitucija, ki je pod vplivom države, se pravi pod vplivom neke trenutne recimo politike, da bi posredovala to znanje, da se nima pravice vtikati v ta vidik otrok v obdobju, ko imajo starši nad njimi še neko poln nadzor in da so v bistvu starši tisti, ki imajo edini pravico dostopa do svojega otroka in posredovati tisto, kar se njim zdi, da je prav. Ja, jaz se tukaj s tem absolutno ne bi mogel strinjati. Ne. V bistvu dejansko to zdaj posega že na polje recimo teorije vzgoje, pa tako, ne, že pač to zelo v tem polju. Ampak kljub vsemu, otrok, če v šoli dobi nek določeno mero, prav, tudi starši niso vsevedni, hkrati pa tudi starš ni lastnik svojega otroka. Otrok je pravzaprav, oni so skrbniki v prvi vrsti, kar pomeni, otrok ni neka kopija starša, kljub temu, da prevzame določene vzorce iz tega okolja. In zato je pač naloga šole, da poskrbi za dobrobit, ker če bi bilo to res, pol šole v končni fazi niti ne bi rabili, saj bi ga lahko pol tudi, ne vem, matematiko ali pa druge, recimo bolj nevtralne teme naučili kar doma, tisto, kar se njim zdi prav. Tako da tukaj je ta vidik izobrazbe tudi pomemben. Ampak mislimo, da je pač to neka osnovna veščina, ki jo kar vsi obvladamo. To bi pač isti argument, mehka veščina je pač po drugi strani v končni fazi tudi to, kako se zdravo prehranjevati, kako pač poskrbeti za to, da smo dovolj fizično aktivni, pa bi tudi lahko rekli, da se ne to prenese na starše. Pa tudi nimajo vsi enakih možnosti in tako dalje. Tako da to so določen faktor, tukaj je določen faktor, ki je pomemben, pri spolni vzgoji pa še toliko bolj, da poteka tudi medgeneracijsko. Kar pomeni, cilj spolne vzgoje ne nazadnje ne samo to, da bomo mi zdaj izobrazili mladega človeka. Kot sem rekel, mi smo spolna bitja celo življenje in spolna vzgoja se ne ukvarja samo z mladimi, se ukvarja tudi z andragoškim vidikom. Del spolne vzgoje je tudi ambulanta, pri zdravniku, na primer. To je jaz veliko poudarjam. Tukaj je ogromno nekih težav, ki nastopijo, ko nekdo zboli in dobi neko terapijo, pa je v bistvu premalo poudarjan ta del, da lahko vpliva tudi na spolno življenje tega posameznika. Ker je v bistvu tukaj že vprašanje etike, pač posega na integriteto samoodločbenega pacienta do tega, ali bo zdaj sprejel neko terapijo ali ne. Se pravi, spolna vzgoja je precej širš, kot tisto, kar je vezan zgolj na šolski prostor. Ampak vseeno, če bi recimo se konkretno lotili uvajanja tega recimo v osnovne šole in bi imeli predmet, bi potrebovali vseeno neko strukturo, kjer bi bilo nek učbenik ali ki bi imel neka poglavja, določene teme, ki se jih dotika, ta predmet, določene teme, ki se jih ne, in bi vseeno, čeprav gre kot koncept spolne vzgoje za nek celoživljenjski proces, ki ima dosti nekih manifestacij, kaj bi bilo potem v obliki predmeta te teme, ki bi bila obravnavana in na kakšen način, ker to vseeno potem v nekih tudi ne moramo pričakovati od vseh ljudi, ki bi recimo delali z otroci, da bodo izvrstni. Absolutno. To bo pač nek kader na nek način, ki se bo izobrazil, da doseže neke standarde, ampak... Tako. Mislim, načeloma to je dosti aktualno vprašanje zame, ker jaz sem zdaj v procesu, da pišem pravzaprav učbenik za spolno vzgojo, ker sem gotovo, da tukaj pač ni nobenih pametnih vsebin, nič takega ni z roke zapret, so neki priročniki, sam priročnik ni učbenik. In dejansko tukaj, kar manjka, je, da morajo biti vsebine nekako dosti celostno mora biti stvar predstavljena z različnih zornih kotov. Recimo temu, da sledimo tam, kjer smo začeli to debato, temu psiho-biosocialnemu modelu, ali kako ste ga že vi opredelili, biopsihosocialnemu modelu, no, tako,
Se pravi, tem vidikom, ne morete vi izločiti pa reči, da zdaj sam ta biodel zelo pomemben, ne vem, psiho pa socijo pa ven, ali pa reči sam bio pa psiho je v redu, a ne tisti socijo pa ne, ali pa bojo pa na drugačen način. Se pravi, morate pravzaprav stvar zaokrožiti pa predstaviti to tematiko taka, kakršna je, se pravi, kompleksna pa zaokrožena, ne. Kot tudi tematike spolnega nasilja, ne vem, odnosov, ljubezni, od tveganj do nekih pozitivnih vidikov spolnosti. Okay. Kako bi se pa izognili temu, da potem padamo, zdaj vam pod vprašanja, ki se malo nastavljajo, ampak kako se pa recimo izognemo, ko se skušam predstavljati nekim konkretnim zagatam, recimo, a bi tak učbenik spodbujal tradicionalno družinsko življenje, mama, oče, otrok v tem kontekstu, na kak način bi naslavljal različne manjšine, na kak način bi to naslavljal, ne da bi prihajale pritožbe, da skušal vsiljevati neke manjšinske poglede na stvari, a bi se v celoti izognil potem tem vprašanjem, da... Ne, pač to nima noben, mislim, kaj pa tam smo pa že zdaj, če se temu popolnoma izognemo, ne, mislim, nima nikakršnega smisla, ne, se pravi, siguren pač so ta, mislim, kot sem rekel, ne, v neki populaciji imaš različne posameznike, zelo različne ljudi, ne. In to jih pač srečaš tudi v razredu. In zdaj ti moraš poskrbeti, da se vsi na nek način dobro počutijo v tem razredu. Ne. In zdaj, če ti pač nasloviš neko vprašanje, ne, to, kar je dostikrat argument iz teh mogoče bolj konzervativnih vrst, ne, je to, da če bojo pa več vedeli o določenih stvarih, bo pa to napeljali tja. Ne. Ampak v resnici več znanja nikoli ni pripeljalo do tega, da je bil pač nek posameznik, ne vem, bolj samodestruktiven, je bilo kvečem obratno, a ne, logično. Prav, če ti več neki stvari veš, ne, boš potem lažji, boš tudi bolj toleranten, boš manj, pač večina tega netolerantnosti, a ne, in potem seveda tudi nasilja, a ne, izvira prvi vrsti iz strahu, a ne, ta amigdaloidni sistem je tukaj zelo pomemben, to bo pač mogoče bosta kolega bolj znala ne opredeliti, ampak dejstvo je, ne, da je tukaj pač informiranost pomembna za vse. In tukaj se kaže čist, kako do tega pristopati. Je to, da ti s konkretnimi podatki prideš, pa to, da se zavedaš, na kakšni bazi operirajo ljudje, ki pač temu nasprotujejo. To je dostikrat na zelo neracionalni bazi, ne? To ne operirajo s tem in tukaj pač ti z nekimi zelo racionalnimi argumenti boš zelo težko prišel zraven. Kar pomeni, če se tega zavedaš, lahko pač to tudi na nek način izbereš primerno orodje za pač, ne, kontramanipulacijo. Princip je ta, ne, da v resnici vidimo, da tudi že ta princip, ki ga imamo, je zelo neuravnotežen, ne, ker je vezan v biološkem kontekstu predvsem na reprodukcijo. Prav, mi nimamo spolne vzgoje. Če imamo v najboljšem primeru reproduktivno vzgojo, kar je popolnoma nekaj drugega. In tudi v tem reproduktivnem smislu je ta vzgoja vezana, pač, seveda, razumljivo, logično, ne, predvsem na ta ženski model. Ne. In tukaj se pač dečki oziroma fantje, ne, čutijo precej manj nagovorjene in zaradi tega ne, da bi zdaj se ne želeli izobraziti o tem, kaj je menstruacija pa to, ampak niso toliko motivirani, zato ker oni v bistvu pa pač so zapostavljeni v tem izobraževalnem sistemu. In isto se začne dogajati potem tudi pri drugih skupinah, ki so pač, dobro, tukaj gre za bolj uravnotežen vidik, ampak te manjšinske pač imaš podoben princip, ne. In v resnici smo vsi manjšinski, tako izgleda, kakor da so zdaj določene spolne skupine manjšinske, ampak če ti vse te manjšinske skupine skupaj sešteješ, predstavljajo večji delež populacije, kakor tiste, ki jih imamo za normativno. Mogoče še vidva, kaj povejte, da je imel predavanje. Jaz sem hotela samo to dodati, ne, da se mi zdi izjemno pomembno, kar počneš. In zakaj smo tako nerodni na tem področju? Zato, ker je prvič v zgodovini, ne, mislim, nasploh spolnost ločena od reprodukcije. Ne? Šele zdaj se pogovarjamo o tem, da je mogoče tudi užitek del spolnosti, da ne rabim, če ne želim nikoli imeti otrok, lahko uporabljam zaščito ali ne. In da, kaj sem hotela še povedati? Zgubila misel.
Jaz sem čisto podobno razmišljal, ne? Nisem strokovnjak na tem področju, ampak se mi zdi pa zelo potrebno, no? Ker se res več uči samo to, recimo, kako preprečiti spolno prenesljive bolezni, kako preprečiti neželjeno nosečnost in to je to, kar so nas recimo tekom izobraževanja naučili. Niso samo te negativni vidiki, ne? In tukaj je celota neka pestrost, ki bi bilo treba pokriti. Pa tudi pri nas v Mariboru imamo dejansko društvo študentov, se ukvarja, imajo projekt Oh, ta ljubezen in izvajajo delavnice o spolnosti po šolah in več čas poročajo o tem, da potem je ogromna potreba, ne? Šole jih vabijo, zelo študenci imajo ogromno vprašanj in oni bolj delajo po principu, da učence zelo vključujejo, ne? Da v bistvu imajo tudi princip teh vprašanj, odgovorov, da oni ne vsiljujejo nekih svojih pogledov na spolnost, svoje poglede na to, kako bi morale stvari izgledati, ampak da nekako bolj odgovarjajo na vprašanje, da spodbujajo diskusijo med njimi, nekako malo mite razbijajo, na tem v bistvu veliko delajo, tako da tukaj potreba je ogromna, se mi zdi, tako da, ja. Mogoče še dve stvari, ki sta zelo pomembni, ne? Da je pač to področje specifično tudi z vidika raziskovalne metodologije, ne? Ker z nekimi klasičnimi vprašalniki, tudi če so standardizirani in tako dalje, bomo zelo težko dobili neko realno predstavo o tem, kaj se dogaja, ne? Ker ti z vsakim vprašalnikom, ne, še bolj kot standardiziran, bolj ti pravzaprav imaš jasno strukturo in kakšno je zaporedje vprašanj, kakšna je delež vprašanj, ki se navezuje na posamezen del spolne vzgoje ali pa spolnosti in tako, ne, ti pravzaprav že preindiciraš določene stvari, ne. In tukaj je pa zelo pomemben, da ti, če hočeš dobiti nek splošen pregled nad tem, ne, moraš pravzaprav ti preko vprašanj, ti apeliraš na, ne vem, neko skupino ciljno, da naj tebi zastavljajo vprašanja in pol prek tega, kako so ta vprašanja zastavljena, katera so zastavljena, kolikšen delež vprašanj se na kaj navezuje in tako, nek tak semi-kvalitativen pristop, ne, v bistvu ti več pove o tej stvari, ne. Po drugi strani pa tudi to, kar imamo zdaj, ne, se pravi to, kar ste vi izpostavili, ne, povzroča ta negativni vidiki, povzročajo kognitivno disonanco pri posamezniku, ker spolno vzgojo mi ne uvajamo v šole zaradi tega, ker bi pač to povečevali konkurenčnost na trgu dela tega posameznika, ne. Se pravi, ne vem, matematika je taka, fizika, kemija in tako, ne, nekdo, ki več ve, bo potem pač bolj kompetenten, bo dobil boljšo službo, ne vem, recimo, ne. Tukaj pa z čiste potrebe. In zdaj potreba pa izhaja iz tega, da ima ta posameznik neke pozitivne izkušnje s to spolnostjo, ne? In pa pride pa v šolo, je pa to neka avtoriteta, ki mu razlaga, ne, to je pa ful slabo, to je pa zelo nevaren, to je pa vse ful škodljivo in tako pride v neko kognitivno disonanco, ki sigurno ni dobra, ne za družbo, ne za njega, ne. Iz tega moramo na nek način izhajati, ne, pri sami spolni vzgoji. In da se zavedamo te različnosti in pestrosti in tega, da se vprašamo tudi sami pri sebi, da se raziskujemo, ne, sploh v tem polju zdaj konsenza in tako, ne, sploh. Okay. Mislim, da smo kar predelali to vprašanje. Bi se mogoče premaknili k enem, kar ste vi že v resnici omenili s tem, ko ste rekli, da je ta intima, ljubezen, privlačnost en zelo spekter, tako večsmeren. Kako pa je v tem kontekstu z neko, recimo, aseksualnostjo ali pa neko platonično ljubeznijo, se pravi, kjer je prisotna ljubezen brez tega, recimo, mogoče telesnega vidika. A je to zgolj neko prijateljstvo, ki je zelo intenzivno, ali je možno govoriti o ljubezni, ali je možno razčleniti ljubezen, ločiti od telesnega vidika? To je dobro vprašanje. Mislim, vsaj jaz ta pojem poželenja, poželenja privlačnosti, ja, precej tako razumem visceralno, tako skozi telo, skozi drobovje, skozi pogled, skozi čute v bistvu, ja, to, kar gledam, me privlači, kar poslušam, me privlači, ne, in me v bistvu želi približati, me želi privleči, da potem mogoče še pride do, ne vem, čuta tipa, ne, čuta okusa, morda, tako da, ja, ljubezen pa je pojem, ki se spet nanaša na celo paleto enih odnosov, ne, in, ne vem, Sternberg, recimo, eden izmed ameriških psihologov, ima trikotno teorijo ljubezni, kjer on pravi, da so ključni tri elementi za potem različne vrste v relaciji do kombinacije teh elementov in ena je strastnost kot neka telesna komponenta, potem je intimnost kot neka čustvena povezanost in je še zavezanost kot kognitivna komponenta in potem on razločuje med 7 različnimi vrstami ljubezni in v sredini, če so vse te po njegovi teoriji elementi prisotni, gre za popolno ljubezen, ne, potem tudi intimnost.
Imamo različne vrste intimnosti in intimnost je spet vezana na od družinskih, prijateljskih pa do partnerskih odnosov, včasih pa celo do strokovnih odnosov, kot je recimo psihoterapevtski odnos, seveda vključuje element samorazkrivanja kot del intimnosti posameznika, posameznice, ampak v kontekstu terapije in samo enosmerno, kar je tudi potem, a je to intimnost, če je intimnost v bistvu del odnosa, ljubezen je lahko nekaj, kar izkušam sama v relaciji do subjekta, objekta, ampak če je neuresničena, je lahko spet zelo nek pač ustvarjalni moment, če se spomnimo Prešerna in Julije Primic, tako da ja. Kaj je bilo že vprašanje? Kontekst glede aseksualnosti, ampak da napelje recimo na to vprašanje, kje je zdaj tu telesnost, ampak mogoče ta model, ki ste ga opisali, a bi potem lahko rekli, da so te različne, pravi nek kognitivni, intimni vidik pa telesno-strastni vidik različno pomembni na različnih obdobjih recimo odnosa, da mogoče ta telesnost vseeno v teh začetnih fazah igra mogoče prevalentno vlogo, pa potem bolj izveni, pa so te druge stvari v ospredju. Ja, če potegnem črto, tako prav večina teorij, kar sem jaz z njimi seznanjena, da tudi ko se zaljubimo, v začetku pač je to neko v bistvu stanje, precej izvenredno stanje človeka skozi biosocialni model. In takrat nam pač tale čelni reženj ne dela preveč dobro in imamo nadeta rožnata ali pa srčkasta očala in to traja po teh informacijah nekje pač leto do 2 celo. Ampak potem pa se naj bi odnos, če smo kompatibilni, če je to želja obojestranska ali celo večstranska, razvil v neko pač bolj stabilno partnerstvo, kjer pač se bolj navezujemo, potem se spoznamo, vidimo, da nam ni čisto vse všeč na tej osebi in da je to okej in popolnoma normalno. Bi pa rekla, da seveda je to stvar posameznika in tega, da imamo vsi različne potrebe in različne preference in da se tudi mi sami v času spreminjamo. Še jaz malenkost navežem, tale strast naj bi s časom nekako upadala. Že tu imamo to noro ljubezen, ker je samo strast pa nič drugega. Potem pa začne strast upadati, intimnost, predanost to pa s časom narašča v tem odnosu. Zdaj, z vidika aseksualnosti in podobno, jaz bi to dvoje nekako ločil. Eno je seksualna neka želja, seksualna privlačnost, druga ljubezenska, neka romantična privlačnost. In tudi ta vidik strasti lahko moče malo drugače zapakiramo v tem kontekstu. Strast je res večinoma ta telesni vidik mišljen, ampak tudi ta neki impuls, da preživljaš čas z nekom, kot je neki magnet, ki te vleče k osebi, to tudi aseksualne osebe lahko čutijo v tem romantičnem vidiku. Pač ni tega spolnega, telesnega elementa. Tako da to dvoje za mene sta dokaj ločene stvari. Lahko obstaja tudi ljubezen brez telesnega kontakta, želja po seksu in podobno. Ja, se to dejansko v bistvu je prav neka teorija, ki jo imenujemo split attraction model, To je v bistvu princip oziroma model razcepljene privlačnosti, kar pomeni, da se pač privlačnost deli na tako zvano romantično privlačnost, pa tako zvano oziroma usmerjenost. Imamo romantično usmerjenost, pa pač spolno usmerjenost. In zdaj pri večini se ta del nekako prekrije vsaj v določenem delu, kar pomeni, da lahko najdemo osebo, s katero bomo kompatibilni tako v tem nekem romantičnem, bolj ali manj platonskem vidiku in tem telesnem. Obstajajo pa seveda osebe, ki mogoče en od teh delov pač lahko celo izostane, se pravi so lahko aromantične ali pa aseksualne, lahko pa v bistvu imajo tudi ta dva dela dosti narazen, se pravi so in romantične in seksualne, ampak ker se imajo zelo majhen ali pa sploh neobstoječ ta presek, bojo zelo težko najdli osebo, s katero bojo hkrati kompatibilne na seksualnem in romantičnem nivoju. Tako da to je tudi eden od modelov, recimo, ki pač eno teh stvari opisuje, pa seveda tukaj še najbrž obstaja mnogo drugih, ki na drugačen način to opredelijo. Pa bi se morda šel v smer v eno vprašanje, ki smo se ga tudi čisto bežno dotaknili, ko smo govorili o medijih, pa idealih in podobno. Doktor Plohelj, vi se ukvarjate tudi z tem percepcijo skozi medije in to, kar je doktor Gostič že prej omenila, te škodljivosti recimo nekih idealov in nekih nerealnih standardov in pričakovanj, ampak v kolikšni meri gre tukaj za neko povsem človeško lastnost, ki je bila od nekdaj prisotna,
kjer so pač ljudje, ki so socialno, imeli višji socialni status, družbeni status, narekovali neke trende, medtem ko so ostali to poskušali slediti tudi s to zgodbo o sifilisu, ki je bila na začetku. In so v bistvu mediji samo do neke mere omogočili širši dostop, kar je mogoče nekoč bila aristokracija, ki je bila zaprta v vrhu trikotnika, zdaj pa pač dostopno vsakomur in so samo ojačali neke trende in ni v bistvu težava v tehnologiji in v medijih, ampak je težava v tem, kako intrinzično delujemo. Tako ta potreba po socialni primerjavi je zelo dolgo že vemo, da to obstaja tudi teorija, recimo vsega v 50. leta, ko še ni bilo TikToka, ni še bilo niti toliko teh revij in podobno, ki bi kazale te idealne podobe. Tako da to je nekaj, kar je obstajalo že prej. Mi, ko ne vemo, ko ni nekih objektivnih standardov, da bi ocenili svojo neko uspešnost, to se primerjamo z drugimi. Pogledamo, kako gre z drugim in se primerjamo in ugotovimo, da smo boljši ali pa slabši od nekoga v nečem. In to je obstajalo prej, ampak spletna socialna mreža so to samo potencirala. Tudi če gremo malo skozi zgodovino, recimo filmi in podobno so prikazovali neke zvezdnike, neke osebe in mi smo lahko imeli neko kritično držo in smo vedeli, pač ok, v tem filmu igra neki igralec, ki je itak top of the top in tudi ne moramo se z njim spoprimerjati, ker verjetno zavlja nek Photoshop, nekaj se dogaja, pač naličenje popolnoma in podobno. Zato za zvezdniki, ko se primerjamo, ne čutimo toliko, da smo mi slabi, ker pač jih nekako dojemamo kot ločene od sebe. Zdaj pa, če prevrtimo čas naprej do danes odpremo Instagram, vidimo naše prijatelje, naše ljudi, ki jih čisto poznamo v nekih svojih idealnih različicah. In tukaj se zaplete. Mi se bolj primerjamo s svojimi prijatelji, s svojimi znanci, kot pa z zvezdniki. In ko se primerjamo z njimi, bomo vedno zgubili na Instagramu, ker gledamo sebe, neko realno podobo, ki jo vidimo v gledalu, s prefiltrirano podobo na Instagramu. In tukaj je bitka, ki ne moremo zmagati. In tukaj nastopi težava. Da socialni omrežja in podobno so potencirala eno stvar, ki je že prej obstajala, ampak res do kar hudih nivojev. In seveda mi lahko internaliziramo to, da smo slabi v tem, da ko se razvijajo težave s telesno samopodobo, tudi depresija, tudi celo samomorilne težnje in podobno. Tako da ta stvar je nevarna in tukaj je res treba nekako opozarjati ljudi na to, da to, kar vidijo, to ni realno, to je neka prefiltrirana, idealna podoba, to je treba imeti v mislih vedno. In pa tudi, jaz mislim, moja neka ena rešitev je, da bi bila uporaba filtrov bolj transparentna, definitivno, tudi da bi se bolj spodbujalo neko avtentično objavljanje fotografij in podobno, ampak vemo, da to so nekaj, na čemer lahko delamo, ampak ne bomo pa danes na okrogli mizi tega rešili. Ker je povezan še z enim idealom, in tem idealom sreče. Ja. Kot da pač je naš glavni cilj, da smo srečni 100% 24 ur na dan, ampak zares je sreča precej tako izvenreden pojav, da sploh rabimo imeti nek kontrast, da vemo, kdaj približno smo srečni, kjer so te trenutki. Definitivno ta podoba spletna kaže tudi ta ideal sreče, ne samo ideal lepote. Ja, in tudi v bistvu to je, kar ste prej spraševali, tudi del spolne vzgoje. In en zelo pomemben vidik, zakaj to res rabimo, in to je tudi eden mojih najmočnejših argumentov, ko pride, ne vem, ali na ministrstvo ali kam drugam, je ta, da v bistvu to je zelo komercialno zanimivo področje. In zdaj, če ga mi ne bomo pač strokovno ali pa profesionalno obravnavali in sistematizirali, pač to ne bo ostala nezasedena niša. In to se že dogaja, ker je to neregulirano področje, tudi pač nereguliran poklic, če tako lahko rečem. To vse sorte ljudje, ki imajo različne parcialne interese, pa zelo malo strokovnega znanja, pač se nekako naredijo nek program, ki je po njihovih vatlih zastavljen in potem pač to okrog širijo. In to je pač škodljivo in nevaren, tako kot recimo medijska pismenost ali pa recimo, ne vem, podatkovna pismenost. To je pač nekaj, ker če so ljudje slabo pismeni, je to nekomu v korist. Zdaj, čas se počasi izteka, ampak preden se predstavimo na vprašanje iz publike, bi jaz imel še eno kratko vprašanje, ki je malo tako zelo specifično. Pa mogoče za vas s tem prezli, ko ste bolj iz biološke smeri, ampak letos je na prvi dan je rektor Majdič predaval in je med drugim omenjal vonj in feromone pri živalih. In je bil tako, da ljudje nimamo organa, ki bi zaznaval feromone, v smislu feromone, ki zovejo fiziološki odziv v telesu, imamo zgolj vonj. Ampak ta povezava med vonjem pa erotiko, spolnostjo, privlačnostjo je zelo prisotna tudi v kulturi, in tudi vonj je zelo povezan s temi bazalnimi deli možganov, čustvenimi. Hkrati pa tudi dosti bolj ali manj resnih raziskav, ki potrebujejo, da
preko vonja lahko ugotovimo kompatibilnost imunskih sistemov, hormonskih ciklov, ne vem kaj. Kakšno vlogo ima vonj tukaj pri tem, oziroma voh? Voh je zelo pomembno čutilo, ker je tudi v bistvu na nek način evolucijsko najstarejše. Sprav, ta kemoreceptorni sistem je precej starejši od recimo in vidnega in drugih oblik. To je ena stvar. Zdaj, tukaj bi jaz mogoče se malo navezal ali pa malo dopolnil to, kar ste prej govorili, da je pač gospod rektor razlagal. Ne? Mi dejansko res nimamo vomeronazalnega organa, to je ta organ, ki imajo večina ostalih sesalcev za zaznavo feromonov, ampak to še ne pomeni, da mi ne zaznavamo feromonov. V bistvu pri nas se je nekaj drugega zgodilo. Pri nas je v bistvu ne, da je zdaj zginil in je pol ta funkcija zginila, ta nevroplastičnost je zelo pomembna v tem kontekstu in pri nas je ta vonj, oziroma voh, to čutilo je prevzelo funkcijo tudi do določene mere vomeronazalnega organa. In to je pač pokazala ena skupina, se s tem včasih zelo ukvarjala, to je skupina Ivanke Savič, Berklund. To je na Karolinskem inštitutu dela in se predvsem ukvarja s to nevrofiziologijo spolne usmerjenosti, spolnega vedenja, spolne identitete in je tudi te relacije pokazala, da se pravzaprav ljudje odzivajo, da imamo vsaj dva feromona, ki sta pač dejansko na enak način funkcionirata kot drugi feromoni in to so določene molekule, ki jih lahko zaznamo kot specifične v tej metabolni poti sinteze spolnih hormonov, predvsem progesterona pa testosterona in to sta zdaj, ne vem, pač celega tega imena, pa recimo kratica EST pa AND, naprimer. In zdaj pač se tudi odziv spreminja v zvezi tega. In zdaj tukaj pri nas je ta odziv mogoče bolj kompleksen, zato ker to sta tudi vonjavi v resnici, ampak je odvisno od koncentracije. Če v bistvu koncentracija zelo nizka, se bomo navznotraj odzivali kot na feromon, če pa pač višja koncentracija, bomo jo pa zaznavali zgolj kot vonj, kar pa pomeni, da imamo pravzaprav tudi to inervacijo v pač vohu, se pravi v tem čutilu, gre na različne konce. Aktivirajo se pa te konci občutljivost, recimo za to, kam bo zdaj nek signal šel, je pa odvisno od tega, kakšna je moč impulza. In pač tudi kakšna je ta inervacija, je ona uspela pokazati, čisto prek teh klasičnih neuroimaginga in tako, da je odvisna bolj od spolne identitete in spolne usmerjenosti kot od samega spola. Zato v bistvu to ni nek fenomen, ki je zgolj socialno-kulturen, kar pač ga nekateri lahko hočejo predstaviti, ampak je pravzaprav čisto biološko dejstvo. Tako da ja, voh je izjemno pomembno čutilo v tem kontekstu romantike, spolnosti in tudi te kompatibilnosti. Zdaj pač, to so velikrat ponovljene raziskave, zdaj nekega mehanizma v zadju pa žal zaenkrat še ne poznamo v detajle. Če ni več nič za dodati, potem bi se mogoče predstavili vprašanjem iz publike. Okay. Sedaj bomo šli od teh najbolj popularnih oziroma največkrat izglasovanih. Zdaj niso namenjena posamezniku, tako da jih bom jaz prebral, pa lahko se vsak opogumi po lastni presoji. Kakšne posledice za družbo bo imelo čedalje večje število incelov, moških neprostovoljno v celibatu? V času Tinderja si ženske delijo top moške, slabi so brez. Jaz ne zastopam čisto vprašanje. Jaz se ga mislim, da nekaj pomenjenih izrazov, mogoče zdaj ste počutili, da sem str, ampak... Se pravi, kakšne so posledice za družbo bo imelo čedalje večje število incelov? Se pravi, to so moški, ki so neprostovoljno v celibatu. Okay. Neprostovoljno ne uspevajo dobiti moškega partnerja. V času Tinderja si ženske delijo top moške, tisti moški, ki ne spadajo v to top kategorijo, pa so brez partnerke. Kaj pa top moški, ki niso na Tinderju? Ja. To mišljam mogoče v smislu, da se spreminja ta moško-ženska vloga, v smislu tega odvzem moči moškemu, ki si ne uspe pridobiti partnerice. Se pravi, da in potem ta jeza in frustracija in agresija se potem kanalizira skozi neka politična stališča mogoče ali pa skozi neke druge ventile na ta način.
Mislim, če zapakiramo kot neko vprašanje malo od tega, kaj je na voljo, vprašanje nekega trga v tem primeru, ampak se mi zdi, da v tem primeru imajo ženske to prednost na Tinderju, ne, da lahko so bolj selektivne, ker ponavadi moški so tisti, ki težje najdejo na Tinderju partnerja, partnerko, tako da ta selektivnost je še vedno mogoča, tako da verjetno znotraj teh ljudi, ki so neprostovoljno v celibatu, so tudi neki še vedno top moški, če se navežem na ta izraz. Treba biti previden pri izbiri, pa v kakšne odnose se spuščamo, tako da ta selekcija mislim, da še vedno na voljo, no, ni tako, da bi bili samo ti moški, ki so incels na voljo, ne. Tako da previdno pri izbiri je moj odgovor. Pa tako, ne, antropološko jih mogoče vsaj poskušati razumeti, ne, in ves ta gnev, ki ga pač izražajo, ne, ki seveda ima svoje posledice in da pač, če gre v polje nasilja, ni tolerance, ne. Ampak tako, z vidika tega, odkje se pač počutijo toliko zelo upravičene do tega, da ne rabijo nič narediti za to, da pač ne bi bili v celibatu, če to ni njihova želja. Tako da spet ta zgodovinski vidik se mi zdi tle zelo pomemben pri razumevanju incelov nasploh. Ja. Pa tudi ta evolucijski vidik je mogoče pomemben, se pravi tisti del, ne, ker pač se pravi te posamezniki, ki mogoče niso uspešni na Tinderju, ne, to še ne pomeni, da recimo so tisti, ki so kao top, ali kako ne rečem, na Tinderju, ne pomeni, da so dejansko top. Ne, pač to je neka evolucijsko stabilna strategija, ki je preferira, ne, se pravi Tinder in ta družbena omrežja preferirajo druge mogoče kvalitete ali pa karakteristike pri prodaji samega sebe, če tako rečemo, ker recimo včasih nek drug faktor, recimo bar, ne vem, ali pa ne, prav še zmer, čeprav mogoče smo danes to tako mogoče predstavili, da zdaj pa Tinder ali pa nič, ne, še obstajajo mnogo različnih drugih načinov, kako lahko spoznamo nekega partnerja, ne. Zdaj naslednje vprašanje. Kako pojasnjujete to, da moški ocenjujejo privlačnost žensk drugače kot obratno? Primer, moški ocenjujejo po normalni porazdelitvi, obratno so ženske izbirčne. Top. Mislim, da se vprašanje že malo samo odgovori. Ja, no, ne vem, kakšna je porazdelitev izbire pri moških pa pri ženskih, jaz bi rekel, da najbrž je pri obeh bolj ali manj normalna, no. Je pa zanimivo, da obratno pa je zanimivo, da moški vedno ful više ocenjujejo svojo privlačnost, kot pa ženske ocenjujejo svojo, tako da moški vedno svojo lepoto malo precenjujejo, ženske pa podcenjujejo, zato pa zanima dinamika, potem se pa preslika nekako tudi na drug spol. Ja, zanimivo. Ja, ampak verjetno pač ta polja, ki jih v splošnem moški in ženske ocenjujejo kot privlačna, pa so verjetno malo vezana na nek evolucijski kontekst, ne, kakor se spomnim iz faksa je bilo, da v splošnem, ne, so heteroseksualni moški privlačne, mlajše, fit, telesno fit ženske, čisto z vidika, ja, teorije sebičnega gena in možnosti reprodukcije. Tukaj je pa stvar bistveno bolj kompleksna, no. V bistvu dejansko gre za to tudi, kakšen je reproduktivni potencial posameznika in kakšne so zdaj te, kot sem prej govoril, ne, evolucijsko stabilne strategije, ki so lahko zelo različne pri posamezniku. To ostaja recimo evolucijska variabilnost, temu govorimo, ne, ki pač večja, ki je, bolje neka vrsta, populacija, neka skupina osebkov prilagodljiva na spremembe okolice, ne. In to je točno ta dinamika. Prav, ko pride do neke spremembe, pač ta sprememba preferira določen del populacije, ki je lahko na začetku zelo minimalen ali pa je lahko zelo v podrejenem položaju, ne. In tukaj v tem kontekstu lahko govorimo na način, ne, da pravzaprav ali nek Tinder ali pa kakršnakoli druga strategija vpliva na to, da tiste deli, to je pač osnova recimo mogoče te teorije sebičnega gena, pač po Dawkinsu, da tisti del, tiste strategije, ki jih mi uporabljamo, preden se razmnožimo, ne, so v bistvu edine, ki so zares pomembne, ne. Tisto, kar pa pač pride potem, ko se razmnožimo, pa v bistvu v tem faktorju ni več toliko zelo relevantno, ne. Tako da pač nekateri izbirajo tudi v zgodovini smo to videli, ne. V baroku so bili pač privlačni posamezniki, ki so bili zelo obilni, ne. In tukaj zdaj lahko dve stvari seštejemo, ne. To je pomenilo, da je bil tak posameznik načeloma bolje situiran, je bil bolj premožen, si lahko privoščil boljšo hrano,
Posledično seveda je bil zato, ker je bil pač obilen, je imel putiko, pa je imel cel kup zdravstvenih težav, ampak se je to izkazalo potem, ker je pač že imel potomce, kar pomeni pač ne, hkrati pa tudi te znanje okrog tega ni bilo tako zelo izrazito, a ne. Danes je pač stvar glih obratna, ne, se pravi nekdo, ki mogoče pač preobilen, ne, je to bolj znak nekega nižjega socioekonomskega statusa, ne. Ima manj časa, ima mogoče tudi nižjo, ne nujno, ampak recimo nekako smo bili prej po razdelitvah, ne v povprečju. Načeloma to pomeni tudi slabo popotnico za potomce, ker se načeloma tudi kasneje reproduciramo danes, ne, ratajo tiste faktorji, ki so bili prej izven tega polja, ratajo zdaj bolj pomembni, a ne. V resnici tukaj ta zadeva bolj kompleksna kot tako, no, ampak pač je sama teorija pa stoji nekako. Da sem še to, da čeprav sta lestvici ocenjevanja različni, ena po Gaussu, druga ne, na koncu, ko neodvisne osebe ocenjujejo oba v paru, partnerja, partnerko, pač kjerkoli povezavo, oba v odnosu dobita približno enako oceno, tako na matching hypothesis, ne. Teda na koncu sta oba v paru približno enako privlačna, čeprav torej imamo neke različne lestvice ocenjevanja. Prav, naslednje vprašanje. Kako komentirate medijski, pornografski prikaz mladosti kot seksualno najprivlačnejše lastnosti? Kako? Se pravi, da pornografija prikazuje samo mlade posameznike ali kako? Oziroma, ja, da je mladost tista primarna seksualna, čeprav razumem, seksualna lastnost, ki je temelj, a ne neke... Z vidika te neke splošne privlačnosti, ne nujno toliko seksualne, se ta mladostnost poudarja na vseh možnih mestih. Tudi vse kremice so usmerjene za mladosten videz, za mladosten sijaj, bla, 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 bla. Tako da tudi v tem veliko privlačnosti se to pojavlja, za veliko spolnosti je pa moče malo bolj specifično. Prav, potem pa kar naslednje vprašanje. Kako na našo privlačnost do neke osebe vpliva teorija navezanosti? Obstajajo katere druge teorije, ki še bolje razložijo, zakaj nam je nekdo privlačen? Hočem biti za vaju. Ja, nasploh ta push-pull teorija, ne, mislim, neki plusi, neki minusi so, ljudje tehtamo, ljudje smo preračunljiva bitja danes, ne. Smo pač za moje pojme zelo pretirano racionalno usmerjena in je pa dobro se zavedati, da delujemo tudi na tak način, ne. Se pravi, ja, navezanost kot prepoznavanje nekih domačih znanih vzorcev in pa potem ta verjetno tehtanje tudi igra neko vlogo, ne, in mislim, recimo Eva Illouz kot še ena taka avtorica, precej zanimiva z tega področja. Priporočam knjigo Čustveni kapitalizem, ne, ker ona pravi, da v bistvu so se spet danes čustva začela tržiti in zaradi tega so tudi odnosi postali sredstvo, ki je zelo na voljo nekim tudi utilitarističnim namenom, tako da ja. Tukaj tudi vprašanje, kaj sploh navezanost dejansko, kako definiramo za res navezanost, a ne? Ker ta čist biološki del je v bistvu vezan na to, da se spet stvar zelo razcepne. Prav, bolj, ko smo na nek način navezani, bolj je ta stvar tudi domača, ustaljena in nas pravzaprav sil k spoznavanju nečesa novega, recimo temu tako, ne. Prav, imamo določen faktor, kjer mu težimo na eni strani, ampak seksualno pa pravzaprav pol na eni točki želimo spoznati nekaj novega, ne. Ampak pač ta navezanost z teorije evolucije, če jo gledamo z termodinamskega vidika, ne, pomeni, da je v bistvu krivulja ni linearna, kar pomeni, da ko se mi nekoga bolj poznamo, je vsaka naslednja enota energije, ki jo od tega pač posameznika ali pa posameznica vložimo, ima večji izkoristek, no, če tako rečemo. In zaradi tega pač pol vlagamo v neke odnose, ki so že vzpostavljeni, manj, ampak imamo večji izkoristek in to nam pač omogoča mogoče več te dodatne, večji dobiček, ali kaj bi rekli, ki ga pa lahko vložimo v vzpostavljanje nekih novih povezav, nekih novih elementov, ne, in tako nekako poteka ta
evolucijsko-teoretska dinamika, naprimer, nekako ne. Tukaj bi pač zanimiv iz tega vidika, ker smo bili že lih pri literaturi, ne, mogoče kdo pozna, pa je pač kar v redu knjiga Seks obzori, no. Oziroma Sex at Dawn je pač naslov v angleščini, je zdaj že, ne vem, 10 let stara, no, ampak je pač dobra. Pa morda imamo še čas za eno vprašanje, pa sem malo izgubil. Menite, da večje število spolnih partnerjev vodi v bolj površinske odnose ali odmik od dlje trajajočih zvez? Jaz bi rekla, da je zelo odvisno od primera do primera. Si ne bi v bistvu upala ali pa ne bi želela posploševati. Bi se strinjal, da ni nujno, spet smo pri tem, da ni nujno dobro ali slabo, ne? Spet odvisno je, kaj osebo žene, kaj je motiv za to, da je veliko spolnih partnerjev, kako to dojema, to osebo teži, moti, mislim, ta pestrost je tukaj spet. Morda je to v nekem zelo skoncentriranem obdobju bilo mogoče zelo ustrezno ali pa dobro za človeka, pa to ne, potem pač to številko vidimo in mislimo, da ne, sklepamo potem marsikaj lahko o osebi prehitro. Ja, mislim, da se čisto strinjam, nimam dosti več za dodati, ja. Saj, potem bi kar s tem vprašanjem tudi zaključili. Najlepša hvala za udeležbo na tej mizi. Hvala tudi vsem vam, da ste bili danes z nami, pa tudi ne samo danes, ampak ves ta teden. Preden še uradno zaključim vse skupaj, bi se še enkrat zahvalil Vzajemni, Fencu, Fundaciji Dana, Ministrstvu za zdravje, Rošu, Adria Labu, podjetju Tomi FE in Donau Labu ter Inštitutu Jožef Stefan, da nas je danes gostil. Povabil bi vas, da nas spremljate na www.tedenmozganov.si, na ostalih družbenih omrežjih, spremljate lahko tudi Sinapso, Slovensko društvo za neuroznanost, pod okriljem katere delujemo in upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Hvala.